Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je drugi polčas tekme prvega kroga v prvi MNZ Maribor med Marjeto ter Pesnico. Po prvem polčasu vodijo domači nogometaši Marjete s kar 3:1. Sicer so gostje z zadetkom v 28. minuti Žana Babška prišli do prednosti, nato pa so domačini povsem prevzeli pobudo in dosegli kar 3 zadetke. Minuto pozneje Kovačič, v 34. še Peterka, v 40. pa Gajser. Za rezultat prvega dela 3:1. Sredine igrišča so za ta drugi polčas skrenili nogometaši Pesnice, ki ta dvoboj igrajo v zelenkasto modri športni opremi, bi lahko rekli. Na drugi strani pa Marjeta v svojih tradicionalnih rdečih barvah. Prišlo je tudi do prve zamenjave pri gostih. V igro je za ta drugi polčas vstopil številko 20 Bezjak. Iz igre pa je odšel napadalec številko 18 Vajs. Gajser proti Peterki, Peterka takoj na desno stran, kjer je Kolar. Kolar s podajo, Franci na koncu uspešnejši, spretnejši od Mulca ter prednost domačih je v 47. minuti še povišana 4:1. Poglejmo še enkrat tole hitro akcijo, Kolar s podajo, res še ena naivna reakcija obrambe Pesnice, nov nesporazum med vratarjem Drobnjakom in branilcem Mulcom, kar je izkoristil Franci ter povišal prednost domačih na 4:1. Knupleš proti Rožiču, ta je pametno spustil do Mulca, še vedno Mulec je sprožil obrambo na koncu Štuhca, brez težav za domačega vratarja. Poglejmo si to situacijo še enkrat, lepo so odigrali Pesničani, na koncu pa optimističen strel branilca gostov. Nova visoka podaja, Peterka je krenil, še vedno Peterka, obramba Drobnjaka. Babšek, prekršek je tokrat nad slednjim storil Kolar. Sedaj so v taboru Pesnice zahtevali rumen karton zaradi tega prekrška za Kolarja. Pilih je iskal Roškariča. Bezjak na koncu pa še vedno žoga za goste iz avta, oziroma na koncu vendarle prekršek. Pilih proti Bezjaku. Še vedno Bezjak, brez prekrška tokrat nad slednjim. Gorinšek, še vedno Gorinšek. Mulec nenatančen pri oddaji žoge proti Pešlu. Krajša prekinitev med tem, na tleh je obležal Bezjak. Športno sedaj žoga nazaj pri Marjeti. Prejac na levo stran, kjer je Špehonja. Ekart vrača proti Štuhcu.
Petrovič. Petrovič do Gorinška, še vedno Gorinšek. Domači sedaj imajo zares visoko prednost za ta celoten drugi polčas, vodijo 4-1. Zagotovo ne bodo želeli tvegati kakšnega nepotrebnega zadetka, s katerim bi se Pesničani na nek način znova vrnili v dvoboj. Ampak dejansko po prikazanem na igrišču je zelo težko pričakovati, da bi domači lahko zapravili tole prednost. Špehonja proti Franciju, Peterka. Prekršek nad slednjim je storil Babšek. Petrovič je videl tekajočega Francija, tokrat pravočasno iz vratar Pesnice. Mulec na desno stran, kjer je Rožič, Knupleš. Še vedno Knupleš, vrača proti Šeguli. Mirno Gorinšek, še vedno Gorinšek. Nanj sta pritisnila kar dva nogometaša Pesnice, a vendarle je vse skupaj kapetan domačih mirno razrešil. Petrovič. Kovačič proti Gorinšku. Ta je videl na levi strani Francija, takoj se odločil za podajo do slednjega. Dovolj hiter Franci. Ekart vrača proti Špehonji. Gorinšek. Peterka je s prsmi spustil za Gorinška, vmešal se je Pešl. Petrovič sedaj spodajo prostor, dobro je otekal Kovačič, pravočasno pa tokrat Aljaž Babšek, Knupleš. Pešl proti Žanu Babšku, Knupleš je poizkusil spodajo prostor proti Bezjaku. Prekršek Petrke. Roškarič spodaja proti Rožiču. Špehon je pritisnil na Rožiča. Slednji vrača do Mulca. Knupleš. Še vedno Knupleš je sedaj nekoliko nesrečno zadev Bezjaka, a v prepovedanem položaju se je znašel Roškarič. Smo sedaj videli ta prepovedan položaj Roškariča. Gorinšek. Teče 54. minuta drugega polčasa. Jasno, kot že rečeno, prednost domačih je zelo udobna in mislim, da kakšnega večjega tveganja varovanci Danijela Voglarja ne bodo več sprejemali. Peterka, slabši sprejem domačega napadalca, Kolar. Gorinšek, znova lepo odigrano, Špehonja. V bloku Mulec in prvi udarec iz kota v tem drugem polčasu. Znova bo pripadel Marjeti, 6. skupno. Še enkrat lahko vidimo to hitro akcijo domačih, na koncu pa je vse skupaj razrešil Mulec. Podaja Gorinška proti bližnji vratnici, najvišji v skoku Knupleš, znova Gorinšek. Tokrat proti udaljenejši vratnici v skoku najvišji Drobnjak.
Gajser proti Prejacu. Slab predložek sedaj domačega branilca, out bo pripadel Pesnici. Mulec je iskal Bezjaka, najvišji na koncu Špehonja. Prekršek nad Bezjakom je storil Špehonja. Prosti strel za Pesničane bo izvedel Mulec. Druga zamenjava se sedaj pripravlja v taboru gostov iz igre številko 2 Rožič. V igro pa je prišel številko 77 Vito Draganič. Prekršek nad Ekartom je sedaj storil Bezjak. V časnem posnetku še lahko enkrat vidimo ta prekršek gostujočega napadalca. Prejac proti Ekartu. Še vedno Ekart, ta vrača do Štuhca. Peterka s podajo na desno stran, kjer se je odkrival Gajser, še vedno Gajser. Gajser v preigravanju, Gajser in Pilih v dvoboju, na koncu pa prekršek domačega nogometaša. Tu smo še enkrat lahko videli ta prekršek Gajserja oziroma kar močan dvoboj obeh nogometašev, medtem pa znova pri žogi domači nogometaši Gorinšek proti Kovačiču, ta je z dvojno podajo znova iskal Gorinška, prebrali so to namero gostje Roškarič, slaba podaja Roškariča. Kar nekaj prekrškov smo sedaj videli. Gorinšek medtem znova mirno na desno stran proti Kolarju. Peterka. Gajser. Še eno Gajser, lepo je našel Kovačiča. Pravočasni izvrat Drobnjak, izbija Mulec. Pesničani imajo res veliko težav v tem drugem polčasu, še nekoliko več kot v prvem bi lahko rekli, nikakor ne uspejo. Nevarne je zapretiti, delajo res veliko število napak, še ena po vrsti, znova Drobnjaka. Na koncu je popravil kar sam z obrambo po strelu Peterke, še enkrat si pogledamo to situacijo. Nastreljal je svojega soigralca, na koncu pa je imel Peterka veliko prostora, a pravočasno se je vrnil
na gol Drobnjak ter popravil svojo napako. Petrovič proti Gajserju, ta je atraktivno želel zaposliti Ekarta. Babšek. Gorinšek. Podaja Gorinška proti oddaljenejši vratnici, kjer je Franci ta mirno spustil za Kovačiča. Še ena zapravljena priložnost domačih, ki so iz minute v minuto nevarnejši, bolj kombinatorni. Lepo je Franci spustil za Kovačiča, ta pa z desnico mimo vrat gostujočega golmana. Izid ostaja tako nespremenjen 4-1. Gorinšek je videl tekajočega Francija, tokrat je bil na mestu Mulec. Petrovič. Povsem mirno sedaj domači držijo žogo, jasno. Tudi Pesničani se zavedajo, da je situacija za njih na tem dvoboju na nek način zaključena. Babšek je iskal Pešlo, mešal se Kolar. Gajser proti Peterki, še vedno Peterka, znova prepušča Gajserju. Franci z dvojno podajo znova je našel Kovačiča, še enkrat več na mestu Aljaž Babšek. Franci mirno proti Špehonji, znova Franci v prostor za Špehonjo. Mirno vse skupaj rešuje Petrovič, sedaj zamenjava v obeh taborih. Pri Pesnici iz igre odhaja številko 8, Grega Pešl. Pri domačih pa je iz igre odšel številko 23 Nino Franci, v igro pa je prišel številko 11 Bor Meglič. Pri Pesničanih pa je v igro vstopil številko 19 Timotej Kramberger. Kovačič na levo stran proti Megliču. Še vedno Meglič, ki je preigral Mulca, iztržil prekršek. Rumeni karton sedaj za gostujočega branilca. Še enkrat si pogledamo to samostojno akcijo Megliča. Uspešen v preigravanju, na koncu pa prekršek gostujočega nogometaša, za katerega je Mulec sprejel tudi rumen karton. Prosti strel bo izvedel Gorinšek z ostro podajo, videl je takajočega Petroviča. Bezjak, še vedno Bezjak, prekršek nad
Bezjakom, enega izmed domačih nogometašev. Prosti strel za Pesničane bo sedaj izvedel kapetan Pilih. Še druga zamenjava sedaj v taboru domačih, iz igre številko 6 Kolar. V igro pa je vstopil številko 3 Luka Stopinšek. Gajser mirno proti Ekartu, Gorinšek na levo stran do Špehonje. Meglič, Kovačič, Špehonja. Gorinšek. Petrovič. Petrovič z diagonalno podajo na desno stran. Lepo so znova to odigrali domači nogometaši, ki preko teh bočnih nogometašev v težave spravljajo obrambo Pesnice. 7. udarec iz kota bo med tem za Marjeto. Mi pa še enkrat pogledamo tole akcijo. Lep predložek pred vrata, nekoliko prekratek je bil Peterka, na koncu pa je žogo v kot poslal Mulec. Gorinšek znova proti bližnji vratnici, 5-1. Zelo težko je sedaj oceniti, kdo je strelec tega zadetka. Poglejmo še enkrat v počasnem posnetku. Samo tam je bil Juk. Juk je najslabši golman. Direkten zadetek na koncu Gorazda Gorinška, res nova mojstrovina tega nogometaša in kar 5-1 je že za domače nogometaše, ki bodo na koncu, kot vse kaže, povsem deklasirali Pesnico in zadejali zelo, zelo boleč poraz. Babšek, še vedno Babšek, prekršek Megliča. Nupleš z diagonalno podajo proti Bezjaku. Bezjak. Meglič do Gorinška. Ekart, lepo sedaj Ekart. Gajser. Gajser v bloku, Aljaž Babšek. Gorinšek. Znova v posesti Ekart. Peterka. Ta na desno stran, kjer je znova Gajser. Ekart. Gajser. Ekart. Bezjak, bomo videli, ali lahko nekaj več prostora sedaj izkoristijo Pesničani. Draganič, pravočasno se je obrambo vrnil Gorinšek in preprečil poizkus proti napada gostov.
Ob robu igrišča pa se pripravlja nova zamenjava v taboru Pesnice. Iz igre sedaj odhaja številko 11, Andrej Pilih. V igro pa je prišel številko 16, Anej Bauman. Bezjak je iskal Roškariča, Gorinšek. Gajser na koncu out za Pesničane, pri katerih še ena zamenjava, tokrat iz igre številko 17 Blaž Roškarič. V igro pa je prišel številko 22 Dušan Potrč. Napaka Krambergerja, Gorinšek, sedaj nogometaši Marjete res povsem mirno držijo žogo v svoji posesti. Vendarle sedaj so jo zapravili, do nje je prišel Babšek, lepo proti Bezjaku, še vedno Bezjak, Bezjak strelja, obramba domačega vratarja in na koncu kot za Pesničane, lep proti napad je bil to gostov. Babšek je našel Bezjaka, ta pa je dobro streljal, vendar na mestu Štuhec. Zamenjava pri domačih med tem iz igre odšel številko 7 Gajser. V igro pa je prišel številko 18 Aljoša Poš. Med tem Aljaž Babšek zahteva prekršek nad njim in 11 metrovko za Pesnico. Glavni sodnik se s to signalizacijo ne strinja. Poš proti Petroviču. Še vedno Petrovič v posesti. Vrača proti Prejacu. Kovačič. Petrovič. Špehonja. Še vedno Špehonja spodajo prostor proti Megliču. Ta je iskal Špehonjo s povratno podajo. Prekršek Megliča med tem. Še enkrat lahko po časnem posnetku vidimo ta preoster štart Bora Megliča, ki je na nedovoljen način ustavljal mulca. Prosti strel za Pesnico bo sedaj izvedel Šegula, na kratko do Žana Babška. Vmešal se je Prejac, mirno razrešil vse težave. Gorinšek, Ekart, sedaj se je pa vstopil v igro Poša. Gorinšek preselil, lahko bi rekli, na svoj primaren položaj. Knupleš mirno vrača do
Šegule, Šegula v zvezdno vrsto, kjer je Kramberger. Še težave ima Kramberger. Prekršek nad slednjim je storil Poš. Lahko še enkrat vidimo ta preostr štart Poša. Zelo čvrsto. Knupleš podaja prostor, ker je Mulec. Mulec na koncu je žogo samo spustil v golaut za domačega vratarja. Pesničani so povsem izgubljeni v tem drugem polčasu. Sicer so na današnji tekmi celo prišli do vodstva v 28 minuti z zadetkom Žana Babška, a na koncu oziroma na to povsem razpadli, bi lahko rekli, prejeli 5 zadetkov in prednost Marjete je sedaj kar visokih 5-1. Mulec je iskal Bezjaka, nenatančen pri oddaji žoge je bil Mulec. Ekart sedaj z diagonalno podajo na desno stran, kjer je Stopinšek. Še vedno Stopinšek, na koncu pa vendarle dobra reakcija gostov v obrambi in to bo 8. udarec iz kota za Marjeto. Prosti strel oziroma kot bo za domače izvedel Gorazd Gorinšek. Še ena napaka sedaj v obrambi gostov, tokrat na srečo Pesničanov je ostala nekaznovana. 9. udarec iz kota za Marjeto, znova pa izvajalec številko 16, Gorazd Gorinšek. Tokrat proti bližnji vratnici, kjer se je znova odkrival Peterka, tokrat uspešnejši Mulec. Ekart. Petrovič mirno proti Špehonji. Kovačič, prekršek Knupleža nad Kovačičem. Peterka se je odločil za strelna vrata, brez nevarnosti na koncu za Drobnjaka, a nova lepa akcija je bila to domačega moštva. Še enkrat več hitro odigrano z prostega strela Prejac z visoko podajo takoj do Peterke, ta pa za kakšen meter in pol čez gol Drobnjaka. Tako ostaja 5-1 za domače. Babšek proti Bezjaku, pravočasno izvod Štuhec, prekršek na koncu napadalca Pesnice. Stopinšek je krenil, Stopinšek hitrejši od Baumana. Out na koncu za Marjeto.
Vidimo, da domači kljub tej visoki prednosti še vedno iščejo kakšen zadetek oziroma so željni dokazovanja, predvsem ti nogometaši, ki so v igro vstopili iz klopi. Iz avta bo sedaj metal Stopinšek proti Gorinšku, še vedno Gorinšek. Gorinšek mirno do Stopinška, ta pa je videl v zvezni vrsti Poša, a na koncu na mestu obramba Pesnice. Hitro, še enkrat več, domači do žoge. Petrovič mirno proti Prejacu, ta pa z diagonalno podajo na Megliča. Mulec, uspešno je sprejel žogo Mulec, prekršek Megliča. V naslednjem krogu je znova pred nami nekaj zanimivih dvobojev. Današnji domačin, se pravi Marjeta, odhaja na gostovanje v Mežico, kjer jih čaka zelo zahtevna preizkušnja proti Akumulatorju. Gre za zelo težko gostovanje in bomo videli, kako se bodo nogometaši Marjete znašli v oddaljeni Mežici. Ali lahko to zmago nadgradijo z novimi točkami, ali pa bo na koncu Akumulator vendarle vknjižil svoje prve točke v tej sezoni. Na drugi strani Pesničane čaka domača preizkušnja proti Pohorju. Obe ekipi sta v tem prvem krogu, lahko rečemo, razočarali, doživeli visoka poraza, oziroma Pesnica ga bo danes zagotovo doživela, saj zaostaja že spet proti 1. Tako je jasno, da bodo eni in drugi želeli dokazati, da je šlo zgolj za slab dan in na nek način priti do zmage, s katero bi si olajšali zadeve pred nadaljevanjem oziroma si malenkost dvignili samozavest. Malečnik se bo pomeril še z eno koroško zasedbo, tokrat bodo doma gostili Radlje. Radlje, ki so v tem krogu presenetljivo premagali Starše na gostovanju, tudi letos, kot vse kaže, ciljajo na to, da bodo konkurenčni tudi na tujem. Malečnik pa je zapravil visoko prednost in bo jasno proti Radljam želel dokazati svoje znanje. Medtem Meglič v samostojni akciji, še vedno Meglič strelja, na koncu Peterka do priložnosti, ostaja 5 proti 1. Lepo je sedaj Meglič na robu kazenskega prostora zavrtel obrambo gostov. Poglejmo še enkrat v počasnem posnetku. Sijajno si je priigral to situacijo Meglič, na koncu pa slabo zadev žogo. Bila je slednja tudi prehitra za Peterko. Prekršek Ekarta medtem nad Bezjakom. Zanimiva tekma se bo zagotovo odvijala v Račah, kjer bodo gostovale Starše. Gre za obračun dveh ekip, ki vedno znova na teh medsebojnih preizkušnjah poskrbita za dobro nogometno predstavo. Bezjak je lepo našel Babška, ta pa zadetkom znižuje prednost domačih na 5 proti 2 v 83 minuti. Kar naenkrat so sedaj drugi zadetek dosegli gostje. Nepazljivi so bili v obrambi nogometaši Marjete. Bezjak je hitro izvedel ta prosti strel, videl tekajočega Babška, ki pa je z glavo mirno, rutinirano premagal Štuhca. Poš. Bezjak, prekršek Prejaca, ali se sedaj na tem obračunu morda obeta še kakšna zanimiva končnica. Zapravljena žoga Poša, Bezjak je povlekel hiter protinapad, na koncu pa nov prekršek nad tem nogometašem, ki je z vstopom v igro dodal nekakšno energijo Pesničanom. Tudi s podajo do Babška pri zadetku na 5 proti 2 na nek način bil, poglejmo zdaj tole situacijo, Knupleš je spustil proti Bezjaku, ta pa je sprožil mimo vrat.
Še enkrat si pogledamo tu izvedbo prostega strela. Morda bi bilo bolje, da bi se odločili za podobno akcijo kot v prejšnjem primeru, ko so dosegli zadetek. Izbija Šegula. 10. udarec iz kota za Marjeto. Kot bo znova za Marjeto izvedel Gorazd Gorinšek. Znova proti bližnji vratnici, kjer je Peterka. Še vedno Peterka. Gorinšek mirno proti Petroviču. Nesporazum sedaj med Pošem in Stopinškom. Babšek, še vedno Babšek. Babšek je krenil. Bez prekrška oziroma prednost je pustil glavni sodnik. Mirno na koncu Štuhec. Proti Prejacu, manjše težave sedaj za slednjega, vendar nepozoren je bil Kovačič, Prejac. Aljaž Babšek proti Šeguli, ta vrača do Baumana, znova Šegula. Potrč, pravočasno se je vrnil Ekart, žogo spustil do Gorinška. Še vedno Gorinšek. Kramberger, tu Potrč proti Draganiču, znova Potrč, Babšek. Še vedno v posesti Žan Babšek, s podajo na desno stran proti Mulcu. Mulec je lepo našel Bezjaka. Brez prekrška nad Bezjakom. Še enkrat lahko vidimo po časnem posnetku to situacijo. Morda je sedaj udarec sprejel Bezjak v tem dvoboju, vendar ne bo lahko brez večjih težav nadaljeval z obračunom. Glavni sodnik se kljub vsemu ni odločil za prekršek. Gorinšek na levo stran, kjer je Špehonja. Še vedno Špehonja. Na levi strani ima veliko prostora sedaj Meglič. Meglič s povratno podajo, iskal je Kovačiča. Še vedno Kovačič. Kovačič in Meglič sta si bila sedaj nekoliko v napoto. Mirno Kovačič vrača do Gorinška. Ekart. Peterka vrača proti Petroviču, ta na desno stran, kjer ima Stopinšek veliko prostora. Še vedno Stopinšek, tokrat je dobro odreagiral Draganič. A hitro znova zapravljena žoga Pesničanov. Teče 90. minuta tega obračuna. Špehonja. Atraktivno sedaj Špehonja mimo Žana Babška. Ekart v bloku, obramba Pesničanov, Kovačič
je iskal Gorinška, umešal se je Bezjak, še vedno Bezjak. Atraktivno Bezjak podajo prostor proti Knupležu, vendarle pravočasno izvrat Štuhec. Meglič. Še vedno Meglič, atraktiven poizkus Megliča, na koncu žoga vendarle do Špehonje. Špehonja s podajo, mirno Drobnjak. Bezjak. Knupleš do Šegule. Šegula je lepo videl Draganiča. Draganič je poizkusil s preigravanjem, Prejac je prebral to namero gostujočega nogometaša. V taboru domačih pripravljajo zadnjo zamenjavo na tej tekmi zagotovo. Iz igre številko 21 Ekart. V igro pa je prišel številko 19. Bezjaku se je sedaj ponudila priložnost za zadetek in znižanje rezultata na 5-3, a ta priložnost gostov je ostala neizkoriščena. Teče že sodniški dodatek, 92. minuta ali tega. Špehonja mirno proti Gorinšku. Prejac in glavni sodnik je med tem odpiskal konec tekme prvega kroga v prvi MNZ Maribor med Marjeto ter gostujočo zasedbo iz Pesnice. Nogometaši Marjete pa se veselijo visoke zmage s 5-2. Še enkrat si poglejmo te zadetke. Pesničani so v 28. minuti prišli do prednosti z 0-1 po zadetku Žana Babška, nato pa hitro izenačenje minuto kasneje po prostem strelu predložku Gorinška na oddaljenejšo vratnico in napake vratarja Drobnjaka. Je Kovačič mirno žogo z glavo spustil v mrežo Pesničanov, nato pa se je začel pohod Marjete. 34. minuta, prednost in zadetek za 2-1 Petrke. Nato je prišla 40. minuta in pa rezultat prvega polčasa po zadetku Gajserja 3-1. V drugem polčasu pa smo videli še 3 zadetke, 2 v mreži Pesnice, 1 v mreži Marjete. Poglejmo si prvega v 47, ko je za 4-1 gol dosegel Franci. Nato še zadetek Gorinška. Direktno iz kota je sprožil znova nekoliko nepozorna obramba gostov ter tudi vratar Drobnjak in pa še zadnji časni zadetek na tem obračunu po predložku Bezjaka je dobro skočil Aljaž Babšek in postavil končnih 5-2. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče današnje tekme. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.